Tudi kot je potrebno zmeriti. In za merjenje smo za enoto, osnovno enoto, uporabili kotno stopinjo. 1 stopinja. Včasih rabimo večjo enoto, včasih manjšo, no, mi bomo se ukvarjali predvsem z manjšimi in manjša enota od stopinje je kotna minuta. In že samo ime nekako nakazuje, da bojo podobne pretvorbe kot časovne pretvorbe. In res je tako, ne, 1 stopinja, stopinjo obravnavamo podobno kot 1 uro. 1 stopinja je 60 kotnih minut. Za minuto je tak znakec odzgoraj apostrof. No, 1 kotna minuta je pa 60 kotnih sekund. In v bistvu pretvorbe se dogajajo vse na 60. Kako rišemo kotomer? Rabimo za risanje kotov in vedno je en krak kota že narisan. Če bo tole šlo, bom jaz tako okrajno črto naredila. Potem pa kotomer postavimo na začetno točko. Zelo pomembno je, da tam, kjer bo vrh, tule bo naš vrh, tam nastavimo kotomer. Vi imate verjetno geotrikotnike v šoli in kot vedno nastavimo tako, da je ničla, se reče, tu je nič, jo bomo nastavili točno na pikico. Potem imate pa dvojne skale, zato ker lahko bi se zgodilo, da bi risali kot iz te strani, lahko se pa zgodi, da rišete kot iz te strani. In če rišete kot takole gor, ne, v desno stran, potem uporabite to skalo. Nič izmerimo od pikice pa do kraka kota. No, takole. Zdaj pa jaz mislim, da lahko tule, kako bo tole? Super. Tole pa lahko zdaj se sprehajam, ne, po kotu. Poglejte, in tule, ne vem, 20 stopinj, 30 stopinj, 40 in tako naprej. In če bi narisali recimo kot 40 stopinj, damo tule, tole na 40. Potem si pa vi tu označite s pikico, kje to je. Zdaj pa lahko ta kotomer prestavite in povežete z ravno črto od vrha pa do te točke. A ne? In tule vmes je zdaj kot 40 stopinj. Če bi ga risali pa v drugo stran, si pa spet pripravimo, ne. Recimo, da imamo zdaj takole. Tule bo naš vrh kota. Če bi zdaj mi hoteli v to smer narisati, ne vem, 30 stopinj, potem bi kotomer prijeli, ga dali na ničlo. Ampak zdaj poglejte, ni v redu na ničli. Zakaj ni v redu? Ker ni točno ravno s črto. Zato moramo zdaj ta kotomer prestaviti in ga zavrteti, tako da bo točno celoten kotomer ravno s črto. Takole. Recimo, ne. Takole. Evo ga. Super, ne, zdaj je poravnan s črto. In zdaj iz te smeri izmerimo, ampak pozor, zdaj pa skala je pa v tem primeru tu sem. Vidite, tale skala. In če bi zdaj 30 stopinj rabili narisati, potem je potrebno vzeti tole črto in jo v bistvu na 30 notranjih dati. Tu zdaj sicer piše pri meni 150, ampak se ne smete na to ozirati. Vi morate vedeti, katero skalo greste. In ker mi gremo iz leve proti desni merimo, vzamemo levo skalo. Rdečo bom označila in tu je zdaj tista pikica, ne, kjer je 30 stopinj. Potem pa umaknete ravnilo, a ne, pa povežete točko V z ustrezno ravno črto. In koliko je zdaj tu vmes? Tu vmes je 30 stopinj. Takole, tule vmes je zdaj 30 stopinj, ne, ker merimo od tele do tele. Okej, to je to. Ena stvar je še, ki vam bo prišla prav, in sicer to je pretvarjanje teh kotov. Pa bomo eno za
recimo eno tako nalogo, ki bi lahko prišla tudi kdaj prav, ne. Recimo, če imamo 30 stopinj pa 15 minut. Zanima nas, koliko je zdaj to stopinj. In ne, da bi rekli, to je 30,4 stopinje, da bi lahko vnesli noter v kalkulator. 1 minuta je 60. del stopinje, oziroma moramo pogledati, kakšen delež predstavlja 15 minut od 60 minut. In to v bistvu tako naredimo, da delimo z 60 minut. Zdaj, naša želja je, da bi tu napisali cele stopinje, ne. To pomeni, koliko je celih stopinj, je 30, pa vejica, in zdaj nas zanima tale delež tu. Koliko je delež 15 minut, je kakšen delež stopinje. In sicer 15 ulomljeno z 60 stopinj, to zdaj zdelimo. 15 deljeno s 60, seveda, ne, je, in dobimo, da je to 0,25. In ta zadnji del napišemo tukaj, 25. Se pravi, 30 stopinj pa 15 minut je isto kot 30,25 stopinje. Zakaj včasih s temi stopinjami ne moremo pa minutami računati? Zato, ker naši kalkulatorji so navajeni na desetiški sistem, ne na šestdesetiški, ali kako bi rekli, ne. Se pravi, da se moramo teh minut znebiti, da lahko računamo, in znebimo se jih tako, da delimo s 60. Včasih pa naloga zahteva, zdaj imate recimo 50,8 stopinje, koliko je zdaj to stopinj, pa koliko je minut. Takrat morate pa ravno obratno. Zdaj, mi vemo, da je celih stopinj 50, tukaj ni nikoli dileme, ne. Ostane pa nam 0,8 stopinje in bi želeli vedeti, koliko je pa to minut. In kaj naredite? Če smo prej delili s 60, ne, zdaj pa vemo, da je tale delež 0,8, potem 0,8 pomnožimo z 60 minut. In dobimo, spet kalkulator, 0,8 krat 60. In dobimo 48 minut. In tukaj napišemo 48 minut. In te pretvorbe gredo v obe smeri, ne. Če bi zdaj to delili s 60, bi logično dobili 50,8. Tako, to je zdaj ena taka stvar, ko jo bomo rabili za računanje s koti, pa bomo videli potem, a ne, še kakšno nalogo na to temo. Zdaj pa kar naprej. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!